Dobro leto po referendumu, na katerem so Britanci z razmeroma tesno večino izbrali prihodnost izven Evropske unije, so se prejšnji teden začela vsebinska, torej konkretna pogajanja o ločitvi. O tem, katere teme jih bodo najbolj zaznamovale in kakšen izplen si obetajo v Londonu oziroma Bruslju, se bomo pogovarjali novinar zunanje politične redakcije Dela Jure Kosec, bruseljski dopisnik Dela Peter Željavič in urednik Dela.si Andrej Miholič. Jure, začnemo kar midva. Pogajanja so se torej začela. Katere so tiste ključne točke spora, glede katerih bodo poskušali pogajalci najti kompromis? Najprej v bistvu treba povedati, da pogajanja potekajo v več fazah, oziroma da bojo potekalo v več fazah. In zdaj smo v tej tako imenovani prvi fazi, v kateri so ključne točke oziroma ključna nerešena vprašanja, torej vprašanje pravic evropskih državljanov, ki živijo na otoku in britanskih državljanov, ki živijo v drugih članicah EU. Torej gre za zagotavljanje teh pravic, ne. Po Brexitu vprašanje tako imenovanega izstopnega računa in vprašanje meje med Irsko in Severno Irsko, ne, ki je v bistvu edina kopenska meja med Združenim kraljestvom in katero od držav članic EU in je tudi zaradi zgodovine, ne, zaradi tega, kar se je dogajalo na Severnem Irskem še pred nekaj desetletji, ne, zelo tako kočljivo vprašanje. Ne. Zdaj se mi zdi, da glede drugih točk je bilo že dosti povedanega, ampak zdaj omenil si izstopni računa. Ne? Ta se po nekaterih ocenah vzpenja celo čez 80 milijard evrov. V bistvu, ne vem, me zanima, če mi lahko poveš, zakaj sploh gre pri izstopnem računu. Ja, pri izstopnem računu gre v bistvu za neporavnane obveznosti. Torej za denar, ki ga je Združeno kraljestvo že obljubilo. Se pravi, če sem prekinem, Ja. če imamo mi proračunski načrt od kaj zdaj naslednje, 2014-2020, tisto, Ja, kar je ja. noter obljubljeno, tisto bo morala pač Britanija poravnati. Tako nekako je. Plus, da so tudi programi, ki sežejo kasneje, ne, ki se ne končajo. Ne, in te zaveze je Britanija sprejela kot članica, ne, in so jasne, ne, ker ti imaš v evropskem proračun za 2014-2020 se ne konča leta 2020, ne, ker se nekateri programi še izvajajo še eno leto kasneje, celo 2 leti, ne, to je tako N+2, N+1, N+2 in v zadnjem proračunu je bilo tudi še 3 leta pozneje, ne, tudi Slovenija je izkoriščala še evropski denar 3 leta po izteku. To pomeni, da bi te del obveznosti Britanije, ki zadeva sam proračun, bi morali financirati tudi do leta 2023. Ne. Se pravi, ta razhajanja v različnih višinah tega izstopnega računa so v tem, v bistvu, kateri vsi projekti so zajeti v to. To so vse številke, so čiste špekulacije, ker na samih pogajanjih se morajo najprej dogovoriti, kakšna bo metodologija za izračun tega, kaj se upošteva, kako se upošteva, ne, in kako se na koncu izračuna. Ne, in mi še sploh nismo prišli v to fazo. Ne. To pač obstaja posebna skupina, ne, v pogajalskem procesu, ne, ki se s tem ukvarja, ampak niso še prišli niti da bi se uskladili, kakšna naj bo metodologija za izračun tega zneska. Ne. Skratka, gre za špekulacije, ne, v bistvu. Ne. Peter, Britanija bo iz EU izstopila spomladi 2019, kar pomeni, da bi morala biti pogajanja končana do konca prihodnjega leta. Kako realen ta časovni okvir? Ja, zdaj, odvisno pogajanja o čem, ne, bodo končana. Ne. Dejstvo je, da te 3 stvari, o katerih smo govorili, ne, je nek osnovni načrt, je, da bi naj že končali letos jeseni, ne, da naj bi vse načelno bile stvari usklajene, ne, in bi bil narejen nek napredek in na to bi pristopili v fazo pogajanj o prihodnjih odnosih. Ne. To pa je ključna zadeva. Ne. Zdaj, glede na to, kar se dogaja, na kakšen velik zalogaj je takšen sporazum o prihodnjih odnosih, trgovinski sporazum, o CETI smo se pogajali EU, ne vem, 7 let, ne, je dejstvo, da se po mojem že da danes napovedati, da do jeseni 2018 oziroma do konca 2018 ne, tega sporazuma celovitega ne bomo imeli. Ne. Ampak to ni pogoj, tudi brez tega lahko Britanija seveda marca, ko se izteče 2-letni rok, izstopi. Ne. Bo pač nek drug aranžma moral biti sprejet, nek začasen režim. Se o tem bomo še kaj povedali. Ja, pričakujete, da bo pač nek začasen režim sprejet? Mislim, ali je možnost, da se to odvija v neko kaotično smer? To je ta tranzicijski dogovor, ne, v bistvu, o katerem se zdaj zadnje čase toliko zelo govori. Ne.
Lahko, mislim, se vedno je scenarij mogoče, ne vem, kaotičnega Brexita, da na otoku presodijo, da je EU tako toga in tako strogo vztraja pri svojih načelih, da kakršenkoli deal bi bil slabši za njih kot no deal. Kot brez pogodbe, da so oni pripravljeni tvegati v avanturo, da izstopijo spomladi 2019 brez sporazuma in brez tranzicijskega prehodnega režima, ampak se mislim, da je to bolj teoretično. Ampak v tem primeru odpadejo vse njihove obveznosti, ne? Ja, to vprašanje, če odpadejo, zakaj bi odpadli? Vse so jih sprejeli že, ne? Že, ampak v 50. členu je točno napisano, ko jaz vem, da odpadejo, da je, ko se to obdobje izteče, če je dogovor, če ga niso več. Glede dela, Zaenkrat so toni pogajanj v bistvu med Londonom in Brusljem še precej mirni, občasno, ampak večino bi lahko rekel, ampak bočka ne pričakovati, da bodo pogajanja postala precej bolj dramatična, ko se bodo začela zdaj, ko se bodo pogajalci osredotočali na čisto konkretne probleme. Tako je, mislim, kolikor jaz sem drugi krog, sem bil v Ljubljani, sem spremljal bolj nadaljavo, ampak še vedno je isti ta nekako pozitivno vzdušje, konstruktivno. Problem je tudi, da pač Britanija seveda zelo počasi se je pripravljala, dolgo ni imela svojih, oziroma pri nekih točkah še ni predstavila niti konkretno svojih stališč, da so se šele zdaj za pogajalsko mizo začele kazati, kje so razlike, kaj hoče EU in od česa ne bo odstopila in pri čemer bo na drugi strani vztrajala Britanija, tako da verjetno v naslednjih fazah, zdaj ne vem, če bo to že avgusta, ko bo tudi en pogajalski krog, prišli bolj tudi dramatični. Ja, ker zaenkrat lahko spremljamo predvsem te občasne spine, eno so se pred pogovarjali, kot je v bistvu finančne institucije ali pa mestne oblasti, raznih pač evropskih mest v bistvu več ali manj odkrito govorijo o tem, kako bi rade prevzeli pač del tega finančne pogače pač Cityja, z Brexitom. To se že dogaja, se pa veliko bank že napoveduje, da bo del svojega poslovanja preselilo, ne vem, v Dublin, Frankfurt, Pariz, se tudi za vsako banko je logično, ameriška banka bo seveda del preselila, ne vem, recimo v Luksemburgu, to se čisto konkretno se dogaja, ne. Je, že, ampak hkrati se pa čaka na razplet pogajanj oziroma na to, kaj bodo ta prinesla, ker v bistvu banke so zelo dvoumne v teh svojih napovedih, Na eni strani pač napovedujejo, da bodo preselile ne vem koliko 1000 delovnih mest, hkrati pa govorijo o tem v bistvu, da bodo ostale zelo fleksibilne glede tega, kaj bodo počele v prihodnosti. Ja, s tem, da je pač vedno vprašanje negotovosti, da pač ti poskušaš zmanjšati tveganja na minimum, in pač seveda EU je veliko večji trg, zdaj če bo nek režim tam nov, ki pač bo težaven za poslovanje z EU, seveda ugodno je, da imajo že tam pripravljene operacije, mislim, na drugi strani. Čeprav to bi bil totalen strel v koleno, se o tem se strinjamo. Ja. Ampak se pravim, to je. Ja. Jure, kakšen bi bil idealen izplen pogajanj za London? Ja, idealen razplet bi verjetno vključeval ohranitev nekih trdnih gospodarskih in političnih odnosov. V bistvu nekakšen odgovor o neke vrste posebnem partnerstvu, ki bi omogočal obema stranema, torej in britanski in evropski strani, da se nekako razvijata v tisti smeri, v kateri se želita, in si pri tem ne škodujeta. Če lahko karikiramo, to najbolj pomeni v bistvu to, da nisi član skupnosti, zraven pa nenehno iz nje jemlješ v bistvu tisto, kar ti koristi v danem momentu. To bi bilo najbolj tisto, kar je pač ideala, Londona. Ja, pa ne v bistvu. Mislim, evroskeptiki britanski so zelo, mislim, so precej konkretni v tem, da nočejo imeti nočejo videti na koncu nekega takšnega razpleta, po katerem bi Britanija spet ostala, mislim, nekako na pol izven EU, na pol znotraj EU, hočejo čisti res, v bistvu, ampak hkrati pač poudarjajo, da si želijo enega zelo celovitega trgovinskega dogovora, v katerem bi bilo
zaobjeto čim več stvari. Ne. Zdaj, a je to možno ali ni možno, je pa drugo vprašanje. Ne. Peter, enako vprašanje v kontro. Torej, kakšen bi bil idealni splen pogajanj za Bruselj? Ja, pač z vidika EU 27 je, da pač temeljni postulati EU morajo obstati, ne? In da pač cherry pickinga je za Britance konec. Oni so bilo veliko napak narejenih, da se Britancem to v prejšnjih desetletjih omogočalo. Zdaj seveda težko pričakovati, da bodo oni lahko še v fazi izstopa izseljevali na podoben način, kot so prej. Ne? Vsekakor pa na koncu pod črto, ne, mora biti sporazum, rešitev, ki mora biti za Britance slabša, kot je samo članstvo. Ne? Oni ne morejo priti zahtevo, da bi imeli vse enako ali bolje, kot so imeli doslej, in po drugi strani, da ne bi sprejemali nobenih poveznosti. Skratka, tudi če v tranzicijskem času želijo obdržati enak dostop do notranjega trga, morajo seveda sprejeti tudi svoboden pretok delavcev. Ne? Se to je eno pogojeno z drugim. Ne? To sporočilo je najbolj pomembno tudi zaradi prihodnih članic, drugih članic, ne prihodnih članic, pa zaradi drugih članic EU, ne? Ker je najbolj kar dosti poudarka daje Bruselj na to, da sporoča to, da z izstopom ne moreš pač ostati na istem. To je najbolj pomembno tudi drugim sporočiti. To je bistvo, ne, vsega skupaj. Ne. Bruselj mora tukaj v bistvu tudi zelo, zelo paziti, ne, ker s temi pogajanji, ne, ustvarja pravne precedense. Ne. Ni nujno, da bo Britanija, čeprav zdaj seveda ne zgleda tako, ne, precejšnja enota na strani EU-ja, v zadnjem času je možno opaziti, ne. Ampak ni nujno, da bo Britanija zadnja članica, ki bo izstopila iz povezave. Ne. Tako da s temi pogajanji se ustvarjajo določeni pravni precedensi. Prej si me vprašal, ne, v bistvu, kakšen bi bil idealen razplet, ne, za Britance. Ne. Britanci so si pač postavili določene rdeče črte, ki jih ne bodo prestopili. Ne. Recimo ena od najpomembnejših je jurisdikcija Evropskega sodišča. Ne. EU hkrati hoče, in to je v bistvu problem za EU, ne, in problem za Britance, ne, ker to je ena od tistih točk, pri katerih se lahko pogajanja precej zapletejo. EU na eni strani pravi, da bo obravnavala Britanijo kot tretjo državo, ne. Hkrati pa želi, ne, da ECA ohrani jurisdikcijo, ko gre recimo za zaščito pravic evropskih državljanov. Ne. O tem se pred kratkim pisal, tam v tistem članku bi se mogoče vedeti, v bistvu, da tam so se že pojavili te ostri toni. Seveda, da so se pojavili. Ne. In to je v bistvu to je pa, prej si Peter omenil cherry picking. To je pa v bistvu cherry picking strani evropske strani. Ne. In tukaj treba biti tudi malo pazljiv. No, dejstvo je, da pridobljene pravice državljanov temeljijo na statusu, ki je pridobljen v času članstva Britanije v EU, ki temelji na pravu EU. In tudi kot zadnja instanca je v okviru EU pristojno Evropsko sodišče EU. In tako, če bodo prihodnje pravice temeljile na pravu EU in bodo, naj bi, potem se je tudi logično, da ima Evropsko sodišče do neke mere pristojnost. Zdaj, kako bo to natančno urejeno, to je stvar pogajalskega procesa. Prej si že omenil, zanima me, Peter, če me lahko veš, kako enotna je iz tega vidika glede pogajanj z Londonom EU? Ali ima Britanija zaveznike v 27-terici? Za zdaj seveda še videti ta enotnost trdna. Jaz mislim pa, da bo slej ko prej se bodo pojavile takšne ali drugačne razpoke. Poljska ima verjetno ne samo zaradi aktualnih zadev, ampak drugačno videnje odnosov z Britanijo, recimo na varnostnem področju. Oni se nekako ne počutijo najbolj udobno v kontekstu, ko bi bili za njihovo varnost bili bolj povezani s Francijo ali z Nemčijo. Oni vidijo partnerstvo z Britanci in seveda z ZDA. Na koncu bodo tudi konkretni industrijski interesi. Ne vem, če spremljate recimo znotraj Nemčije, se bo pojavilo, Bavarska, prihajajo za odtenek drugačna sporočila, kot iz Berlina. Bavarska ima močno
avtomobilsko industrijo in izvažajo veliko, ne, na otok. Ne. Imamo še en segment, kjer se že kažejo razhajanja, ne, so prihodnji sedeži agencij, ne, Evropske agencije za zdravila in Evropskega bančnega organa. Ne, oba sta sedaj v Londonu, sta veliki, med največjimi agencijami evropskimi, kam se bo preselila, kam se boste preselili. Ne. Tu se že kažejo razhajanja in tekmovanja med samimi članicami. Tega bo po mojem prihodnih mesecih še več. Ključno vprašanje je verjetno gospodarsko. Ne? Imamo mi tudi Irsko, ne? Recimo, ki ima zelo, zelo velik interes, ne? Za to, da se ohranja čim bolj trdne gospodarske vezi z otokom, zaradi tega, ker so tako izolirane. Točno to. Ne? In isto velja tudi za Nemčijo, kot si prej omenil. Ogromna trgovina, ne, je med Britanijo in Nemčijo. Ne? Gremo zdaj na področje špekulacij čistih. Ne? Kakšen bo po vajnem odnos med otokom in celino po pomladi 2019? Vem, da je pa čisto špekulacija, ampak zanima me, sem tako za eno oceno. Jaz mislim, da se bo zgodilo točno to, no, da mi bomo še vedno v fazi nejasnosti, ne, da se bo zgodil, da najbrž bo, ne, verjetno bo Brexit bo res izpeljan marca, ne, ampak bo številni elementi članstva bodo še ostali, ne, ker pač se ne gre takšnih stvari, ki se je prepletala, nastajala, pravni red dolga desetletja se v tem kratkem obdobju se ne da vsega prekiniti. Tako da tudi mislim, da se bodo v Britaniji morali malce sprijazniti s tem, da se tako čez noč, ne, in dveletno obdobje lahko razumemo kot čez noč, ne da ločiti, sploh če hočeš ohraniti bolj ali manj enake ali približno enake gospodarske in trgovinske odnose. Ne. Ja, jaz se tudi bojim, da bodo stvari trajale bistveno dlje, kot si danes lahko predstavljamo. Ne. In bojim se tudi, da te prihodnji odnosi še dolg časa ne bodo čisto povsem normalni. Ne. Zdaj, Evropska unija, ne, se bo po mojem mogla tudi zavedati oziroma bo mogla pogledati malo okoli sebe, ne, oziroma v svojo bližnjo okolico, ne, in videti, da je v bistvu Britanija, kljub temu, da se je odločila za izstop, ne, še najmanj problematičen del njene soseščine. Ne. Skratka, mogla si bo pač priznati, ne, da je Britanija v nobenem primeru dejansko ne ogroža. Ne. To je ena redkih držav v njeni okolici, ne, v bistvu, ki nima nobenih, ni nekako težavna z tega vidika. Ne. Celo obratno, ne, v bistvu bo ena od sider varnosti v Evropi, ne bo Točno ostala, to, ne glede na izstop. Ne. Mogoče je bilo bolj smiselno, ne, če bi se ta pogajanja v bistvu začela s tistimi skupnimi točkami, ne, ki jih imata, ne, Britanija in EU. Ne. To je torej varnost in zunanja politika, ne pa s temi, v katerih se razhajata. Ne. Za končno eno vprašanje, v bistvu, ki si ga noben več zastavlja, v čemer se najbolj odskriva odgovor na njega. Ne? A je ta proces še kakorkoli možno reverzibilen? Jaz mislim, da je. Sploh, če se bo pokazalo, da bodo na otoku ugotovili, da vsaka rešitev, ne, ki jo lahko dosežejo, je toliko slabša in da bi verjetno bilo treba še enkrat premisliti. Ne. Zdaj, po drugi strani, ne, je vprašanje, ali je še EU27 pripravljena sploh, ne, iti v tak nov dialog, ne, o modalitetah članstva Britanije, ker so bili porušeni, se mi zdi, v zadnjih mesecih tudi številni zidovi. Ne. Mogoče se zdaj malo domišljam, ampak v bistvu tvoj odgovor bi lahko povzel, da kratkoročno ne, srednjeročno pa mogoče in dolgoročno. Pa jaz mislim prej, da se bo to razčistilo v enem, da bi se razčistilo v enem ali dveh letih. Ne, kot pa na dolgi rok, seveda pa ne vemo, ne, na dolgi rok, kot je rekel Keynes, smo vsi mrtvi, ne, lahko se pa že hitro potem kaj spremeni. Ne, se bodo, če gledamo zdaj strategije razvoja EU prihodnosti, ne, jedro, različne orbite, ne, se lahko najde recimo Britanija v eni orbiti, ne, kjer bo tudi potem Ukrajina, ne vem, Turčija, ne, ki bodo na nek drugačen način povezane, ne, z jedro. Ne. Bo pač to jedro, ki je okrog recimo območja evra, bo pa neka čisto druga kvaliteta povezovanja. Ne. Jaz se bojim, da je reverzibilen, tako si rekel, in mislim, da bi bilo to slabo tako za Britanijo kot za EU. Predvsem zaradi tega, ker bi
potrdili vsa tista opozorila evroskeptikov o tem, da demokracija in glasovi prebivalstva, ko gre za EU, ko gre za integracijo, v bistvu ne štejejo popolnoma nič. In da bi se v bistvu ponovila zgodba z irskim referendumom leta 2008, mislim, da je bil. Skratka, to bi predstavljalo tako veliko nezaupnico demokraciji, da bi bilo to moja najslabša opcija, kar si jo lahko predstavljamo. Tako, upam, da smo uspeli malce bolj razjasniti temo, ki jo bomo na delu seveda v prihodnjih mesecih in letih intenzivno spremljali. Jure, Peter, vama hvala za obisk v studiu, vam pa za pozornost. Do naslednjič.